Svetega Jožefa verno častimo, v zvesti ljubezni ga s petjem slavimo. Bodi pozdravljen, sveti mož, vzor in prijatelj ti nam boš. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Bog Oče nebeški, Usmili se nas. Bog Sin, odrešenik sveta, Usmili se nas. Bog Sveti Duh, Usmili se nas. Sveta Trojica en sam Bog, Usmili se nas. Sveta Marija, Prosi za nas. Sveti Jožef, Prosi za nas. slavni sin Davidov, Prosi za nas. luč očakov, Prosi za nas. ženin Božje porodnice, Prosi za nas. čisti varuh device, Prosi za nas. rednik Sina Božjega, Prosi za nas. skrbni branitelj Kristusov, Prosi za nas. glavar svete družine, Prosi za nas. Jožef najpravičnejši, Prosi za nas. Jožef najčistejši, Prosi za nas. Jožef najmodrejši, Prosi za nas. Jožef najsrčnejši, Prosi za nas. Jožef najpokornejši, Prosi za nas. Jožef najzvestejši, Prosi za nas. ogledalo potrpežljivosti, Prosi za nas. ljubitelj uboštva, Prosi za nas. zgled delavcev, Prosi za nas. kras domačega življenja, Prosi za nas. varuh devic, Prosi za nas. steber družin, Prosi za nas. tolažnik nesrečnih, Prosi za nas. upanje bolnikov, Prosi za nas. zavetnik umirajočih, Prosi za nas. strah hudobnih duhov, Prosi za nas. zaščitnik svete cerkve, Prosi za nas. jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, Prizanesi nam, o Gospod. jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, Usliši nas, o Gospod. jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Usmili se nas. Postavil ga je za gospodarja svoji hiši, In za vladarja vsej svoji posesti. molimo. Dobri Bog, v svoji previdnosti si izbral svetega Jožefa za moža materi svojega sina. Častimo ga kot varuha na zemlji, naj nam bo tudi priprošnik v nebesih po Kristusu, našem Gospodu. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Velik si Jožef in slaven v svetosti, uči nas prave življenjske modrosti. Bog
Božjim načrtom ves predan, služil si Bogu noč in dan. K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto, prosimo za vplivo tudi tvojega varstva. Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmatežno devico Božjo materjo in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo krvjo in pomagaj nam v naših potrebah s svojo pomočjo in priprošnjo. O preskrbni varuh svete družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa, odvrni od nas ljubezni polni Oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas milostno iz nebes, omogočni naš varuh, v tem boju zoper moči teme in kakor si nekdaj otel dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Varuj nas vsakdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen. Mož si bil čisti devici Mariji, zvesto si služil skrivnostni resnici. Božji sin pride naj na svet, le od Boga duha spočet. O sveti Jožef, mogočni zavetnik, spomni se, da si vedno uslišal tiste, ki so te prosili varstva in pomoči. Z zaupanjem se tudi jaz k tebi obračam. Sprejmi mojo prošnjo, milostno me usliši. Amen. Tvoja svetost je in vsa veličina, varuh deviški si Božjega sina. Bog te je klical, Oče moj, v delu prelival zanj si znoj. Lepo pozdravljeni. Danes nadaljujemo s predstavitvijo knjige o svetem Jožefu z naslovom Sveti Jožef, senca očeta, ki je mnogo več kakor le predstavitev. Je naša hvaležnost in nova luč za to, da bi bolj ljubili Boga Očeta Jezusa Kristusa in svetega Duha, ki se nam razodeva po dobroti svetega Jožefa. Lulški kaplan pater André Deuze je zapisal, da Jezus v resnici po svetem Jožefu odkriva človeško očetovstvo, Boga. Avtor nas povabi, da postanemo sinovi in hčere svetega Jožefa, kakor bomo v nadaljevanju slišali, da se to postali mnogi svetniki, kot na primer sveta Terezija Avilska, sveti Frančišek Saveri in mnogi drugi. Jezus je pri 12 letih uvidel, da njegov oče hoče, da prebiva v Jožefovi senci, v senci tistega, ki mu ga je pokazala Marija. Danes začenjamo s predstavitvijo povzetka prvega poglavja knjige
sveti Jožef v senci očeta. Vse je postopno razodevanje. Vse prihaja od očeta po Kristusu. Vse se obnavlja v Kristusu, začetek je že v stari zavezi. Čas puščave v življenju izvoljenega ljudstva je kakor knjižica te neskončne zgodovine, ki se še vedno odvija. Ta oče je nežen, kakor tisti, ki vzdigne otroka k licu, toda hkrati tudi zahteven, kakor vsak pravi oče, ki svojega otroka preizkuša, da bi ga vzgojili in ga pri tem ves čas podpira. Ozej, 5. Mojzesova knjiga. Vsa zgodovina torej ni nič drugega, kakor počasna hoja, pogosto zelo dramatična za Gospodom in polna nasproti se je izraz naše svobode. Jezusov prihod in njegova vzgoja sta tesno povezana z Marijo in svetim Jožefom, ki sta en par, eno, pri katerem se moramo naučiti, da jo nikoli ne bomo ločevali, kajti Bog jo je združil. Razodevanje osebnosti svetega Jožefa in njegova vloga je povsem neopazna in nenavadno povezano z razodevanjem večnega očeta. Naše razmišljanje se začne z dolgo nočjo. Pravzaprav se začne sredi noči. Evangelij po Marku niti enkrat samkrat ne omenja Jožefovega imena. Luka in Matej v nekaj skopih odlomkih, ki pa so nadvse pomembni. Janez pa samo tole. To je Jezus, Jožefov sin iz Nazareta. Dobro je skrit sveti Jožef, njegova vloga je velika. Umakne se, ko njegov sin doseže 30 let, tako tudi Marija. Vzrok tega je preprost. Od tega trenutka dalje bo Jezus govoril o očetu, kot središče vsega svojega poslanstva, o razodetju večnega očeta. Božja pedagogika je doba očeta, ki je pred časom cerkve, doba sina, naproti kateremu se vse steka, doba duha, ki prek sveta razliva Kristusovo milost, ker ustreza veroizpovedi glede javljanja teh treh božjih oseb. Pred nami sta torej Jožef in Marija, ki sta bila zares poročena in ju ne moremo ločiti. Sta zakonca, ki jo Bog prosi, naj predstavljata eno samo stvarnost, odsev živega Boga. V srednjem veku sveti Bernard, ki je Marijo nadvse ljubil, je spoznal, zakaj je sveti Jožef hotel Marijo odsloviti. Čutil se je popolnoma nevrednega in grešnega, kakor stotnik pred Jezusom, Matej 9:21. Njeno čudežno dostojanstvo pa presega in plaši. Sveti Jožef je božji skrbnik, ki močno presega egiptovskega Jožefa. Nekaj let pozneje sveti Frančišek Asiški, ko sledi Jezusovim stopinjam v božični noči leta 1223 v Greču, spozna: ubogi, kakor on, so doma v Jožefovem svetu. Postopoma se je začelo daniti. Ob slogu pridiganj in razlag svetega Bernarda Sienskega, Izidorja Izolani, postane Jožefov prerok v Italiji, pa na primer Janez Gerson. 200 letvi postane drugi sin svetega Jožefa, sveti Frančišek Saleški. Potem nastop prve hčere svetega Jožefa, svete Terezije Avilske. Svetega Jožefa je celo sprejela za svojega učitelja molitve. 18. stoletje sicer brez vsakega hrupa, pa vendar resnično nadaljuje premišljevanje o kreposti svetega Jožefa, ki jih je v 17. stoletje tako dobro opazilo. Velik navdihovalec slavnega frančiškanskega pridigarja svetega Leonarda Portomavriškega je bil prav sveti Jožef. Vsi kristjani pripadajo svetemu Jožefu, ker sta mu pripadala Jezus in Marija. Zelo nazorno opisuje pristop v Božje kraljestvo.
Sveti Jožef so torej tista ozka vrata, o kateri govori Jezus. In sveti Alfons Liguori govori o rasti ljubezni v srcu svetega Jožefa, to je ljubezni do Marije in ljubezni do Jezusa. In blaženi Pij IX je le počasi odstiral veličino svetega Jožefa. O njem je pridigal še mlad kaplan v Rimu. Ko je pa zasedal papeški sedež, je uvedel leta 1847 za vso cerkev praznik svetega Jožefa. Ga razglasil za zavetnika celotne cerkve leta 1870. Njegovi ženi Mariji pa že prej brezmadežno spočetje. Pri tolikšni gorečnosti ni bilo treba dolgo čakati na prve sadove. Druga za drugo so se rojevale bratovščine, združenja, kongregacije, pobožnosti, pokrajinski koncili, katerih zavetnik je bil sveti Jožef. 5 dni pred svojo smrtjo je blaženi Pij IX na zadnjem sprejemu izrekel besede, da iz njega žari mir in veselje, da je sveti Jožef danes bolj znan. Iz mene žari moje veliko zaupanje vanj. Pa sedaj nadaljujemo prebiranje misli, ki nam jih ponuja knjiga z naslovom Sveti Jožef, senca očeta. Apostol Pavel je zapisal tele besede. Blagoslovljen je Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je iz nebes v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom, Efežanom. Vse prihaja od Očeta po Kristusu. Vse se obnavlja v Kristusu. Vse neznansko premikanje in tresanje v času ustvarjenja, izvolitev judovskega naroda, učlovečenje Božjega Sina, njegovo življenje, njegova smrt, njegovo vstajenje od mrtvih, njegov nebohod, obstoj in življenje cerkve. Vse se približuje Kristusu in se steka v njem. In Kristus je povsem obrnjen k Očetu. Kakor se je Kristus v svojem zemeljskem življenju zavedal, da prihaja od Očeta in da pojde k Očetu, tako mora cerkev poglobiti svojo zavest, da je šla iz Očeta in da stopa njemu naproti. Čas puščave v življenju izvoljenega ljudstva je kakor bližnica te neskončne zgodovine, ki se še vedno odvija. V puščavi, kjer si videl, kako te je Gospod tvoj Bog nosil, kakor človek nosi svojega sina v sopot, ki ste je prehodili, dokler nisi prišel v ta kraj. 5. Mojsesova knjiga 1:31. Ta oče je nežen, kakor tisti, ki vzdigne otroka k licu. Ozej 11:4. Toda hkrati tudi zahteven, kakor mora biti zahteven vsak pravi oče, ki svojega otroka preizkuša, da bi ga vzgojil in ga pri tem ves čas podpira. Vsa zgodovina ni nič drugega, kakor počasna hoja, pogosto zelo dramatična in polna nasproti, saj je izraz naše svobode. To je tista hoja k tistemu odkritju naproti, ki spremeni vse. Tudi mi, uboga človeška bitja, smemo Boga klicati Oče naš. V Jezusu Kristusu pa nas ta sveti duh, ki nam ga Bog daje, lahko posveti v njegovo skrivnosti. Bil je povišan na Božjo desnico in Očeta je prejel obljubo svetega duha. In tega duha je izrazil, kakor vidite in slišite. Apostolska dela, 2. poglavje 33. Jezusov prihod in njegova vzgoja sta tesno povezana z Marijo in svetim Jožefom. Razodevanje osebnosti in vloge svetega Jožefa pa je povsem neopazno.
in na prav nenavaden način, odvisno od razodevanja večnega očeta. Potopimo se v dolgo noč, pravzaprav začetni mrak. Naša razmišljanja se začenjajo sredi noči. Evangelij po svetem Marku niti enkrat samkrat ne omenja Jožefovega imena, medtem ko nam prinaša toliko podrobnosti iz Jezusovega življenja. Človek bi si torej mislil, da mu tudi drugi evangelist ne pripisujejo kake večje pomembnosti. Res, nikjer ni nič posebnega. Pri svetem Luku in pri svetem Mateju najdemo nekaj odlomkov, ki zadevajo svetega Jožefa. Ti pa so nadvse pomembni odlomki, ki se zavedajo svetega Jožefa, vendar je njihova pomembnost skrita. In sveti Janez v 1. poglavju svojega evangelija posveti odkritju Mesija zelo zgovorno vrstico. Našli smo njega, pravi zmagoslavno Filip, ko pripoveduje o njem, ki so ga naznanjali Mojzes in preroki. To je Jezus, Jožefov sin iz Nazareta, Janez 1:45. To se pravi, da je bil dobro skrit. Vse se dogaja tako, kakor da bi oče želel, naj ta človek odigra svojo vlogo v vsej popolnosti, toda to se ne sme videti. Ker je Jožef Davidov sin, sme Jezus zakonito nositi prestižni naziv, ki pripada Mesiju. Mož device je, kaj je bolj presenetljivega kot dejstvo, jasno in nazorno izraženo v evangeliju, čeprav ga ponavadi niti ne opazimo. Pri svetem Luku je oznanjenje opisano tako, da je Jožefovo ime omenjeno pred Marijinim. Marija je mlada deklica, o kateri je rečeno le to, da je zaročena z možem iz Davidovega rodu, z Jožefom, in devici je bilo ime Marija. Jožef je bilo ime znamenitemu očaku, ki je nekoč v Egiptu rešil svoje ljudstvo. In Marijino ime, blagoslovljeno na veke, zveni le kakor odmev prvega, toda Jožef je takoj na to izbrisan. Vendar pa je njegova navzočnost čutiti povsod, kajti evangeliji govorijo o Jezusovem otroštvu. To je dejavna, čuječa, bistvena navzočnost po Gospodovem angelu. So prav njemu naložene določene naloge. Ko je treba odpotovati v Betlehem, v njegovo rodno deželo, kje naj se rodi dete? Ko je treba vse pripraviti in to vznemirjenja, polno rojstvo, ko je otroku treba dati ime, ki predstavlja celo program, saj pomeni odrešenik, kakor tudi Jožefovo ime. Ko otroku grozijo sile smrti, je samo on opozorjen, toda kako obzirno po noči v sanjah, v prav takšnih, kakršne ima lahko kdorkoli od nas. Vse je hkrati božansko in preprosto. Vse tisto, kar zadeva Marijo, morda pa še bolj vse tisto, kar zadeva Jožefa. Po znamenitem dogodku v templju, o katerem pripoveduje sveti Luka v 2. poglavju svojega evangelija, ko se je Jezus s svojimi starši vrnil v Nazaret, Jožef izgine. Istočasno, kakor Jezus in Marija, ali bolje rečeno, Jezus in Marija izginata po njegovi zaslugi. Izbrisan je in istočasno on izbriše. Skrit je in skrije. Njegovo ime je sedanji deležnik hebrejskega glagola, ki pomeni pomnožiti in odtegniti, zavarovati. Skriti, pokriti, zaščititi, zavarovati. Temu sovražnemu oziroma nezrelemu svetu iztrgati dete, ki mu ga je zaupal Bog. To je prvi močni vtis,
ki ga dobimo ob prebiranju evangelija, ko v njem iščemo Jožefa. Toda ne pozabimo najpomembnejšega. Zaradi vsega, kar se je zgodilo, se je bil Jožef pripravljen ločiti, pa čeprav še tako težko od svoje ljube zaročenke. Prav gotovo se mu je zdela edinstvena, čudovita, saj je jo nedvomno dolgo poznal. Samo ugibamo lahko, kako zelo globoko jo je ljubil. Le kako se je on, preprost človek, znašel sredi teh dogodkov, ki so ga popolnoma presegali, v katerih je čutil Božji prst. Saj je bila njegova dolžnost, ker je bil pravičen, kakor pravi Sveto pismo, da Marijo zapusti. Ti dramatični dogodki in strašno trpljenje, ki je Jožefa brez dvoma ves čas spremljalo, so svetemu Mateju navdihnili tisto neverjetno razkritje. Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene, kar je spočela je namreč od Svetega Duha. Matej 21. Vse, kar Cerkev lahko naredi, je to, da postopamo do smisel te vrstice, ki vsebuje vse. Sveti Duh je Mariji spočel Kristusovo telo. Toda Marija mora prebivati pri Jožefu. Poglejmo, kako bi mogli z Gospodovo pomočjo bolje razumeti smisel tega stavka. Zelo pomembno je tole. Jožef se je pripravljal, da bo rekel ne skrivnosti, ki ga je presegala. Čutil se je nevrednega. Bog pa ga je povabil, da v tišini z vsem svojim bitjem izreče da. Ki odmeva v večnost, izreče da, katerega pomen je neznanski, kakor vse, kar neposredno zateva učlovečenje. Jožef se je obzirno umakne iz okvira evangelija, ko njegov sin doseže starost 30 let. To je tudi starost, pri kateri Jožef starejši zapusti faraona in kot oskrbnik nad egiptovsko deželo začne svojo bleščečo kariero. Prva Mojzesova knjiga 41:46. To je starost, pri kateri David, naš ljubljeni prednik, postane kralj. Druga Samuelova knjiga 5:4. Starost, ko človek prevzame velike odgovornosti. Vzrok, da Jožef tiho izgine, kakor je pozneje naredila tudi Marija, je preprost. Od tega trenutka dalje bo Jezus govoril o očetu, kot o središču vsega svojega poslanstva. Tu ne sme biti niti najmanj dvoumnosti. Jožef prav v ničemer ne sme zmotiti tega poslanstva. Ne le da v celotnem evangeliju ne izreče niti besede. Odslej o njem ne sme nihče govoriti kot o Jezusovem očetu, kakor ga je odkrito imenovala Marija, ko so bili v templju v Jeruzalemu, kakor so ga na začetku Jezusovega oznanjevanja še imenovali Galilejci, ki so Jezusa poznali, ko je bil majhen. Kdo bi mogel prenašati te besede o kruhu življenja? In Judje so tedaj godrnjali nad njim, ker je rekel, jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes. In so govorili, a ni to Jezus, Jožefov sin, njegovega očeta, njegova mater poznamo? Kako mora zdaj govoriti, iz nebes je prišel? Janez 6. poglavje 41-42. Jožef je moral izginiti, vsaj na vides, da je prizorišče ostalo na voljo razodetju pravega pomenu besede, razodetju večnega očeta. V resnici pa je ves čas na čisto poseben način navzoč, saj bomo videli, nikar ne prehitevajmo. In kakšna je ta božja pedagogika? Da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja v spoznanju njega,
in razsvetljevanje oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical. In vse je položil pred njegove noge, njega pa postavil čez vse kot glavo cerkvi. Efežanom 1:17-22. Vse, kar resnično obstaja, dosega svoj vrhunec v Kristusu in nihče ne ve, kdo je oče, razen sina in tistega, komur hoče sin razodeti. Luka 10:22. V sinu imamo vse, toda to razodetje smo prejeli postopoma. Sveti Gregor Nacijanški nam pove, zakaj. Ljudje ne bi mogli prenesti prevelike količine svetlobe hkrati. Vse bi pomešali. Zdaj vidimo, zakaj so bila potrebna dolga časovna razdobja. Razlikovati moramo 3 dobe sveta in milosti. To so doba očeta, ki je pred časom cerkve, doba sina, naproti kateremu se vse steka, doba duha, ki prek sveta razliva Kristusovo milost. To ustreza tistemu, kar izpovedujemo v veroizpovedi, glede trojnega javljanja 3 božjih oseb. Kristus je nastopil v središču zgodovinskih časov. Ob koncu druge dobe sveta in pred začetkom tretje, to se pravi med oznanjevanjem in nebohodom. Kristus je nad cerkvijo in nad časi cerkve. Vse se je začelo z razodevanjem očeta. Treba je bilo, da ljudje razodenejo ne le to in razumejo, da Bog obstaja, ampak tudi to, da je Bog en sam, kar je dosti teže sprejeti. Ljudje rade volje verjamejo v obstoj sil, katerih jih presegajo in katere je treba pomiriti ter pridobiti zase. Prav to je počelo vsakašnjega verskega prizadevanja, temeljno in najbolj vesoljno počelo religioznosti človeka. Globoki pomen poklicanosti Abrahama in ljudstva, ki iz njega izhaja, je v primerjavi z naravno religioznostjo vsega človeštva nekaj popolnoma novega, izvirnega. Nič več ne gre za to, da bi se človek trudil tem bogovom, ki jih nejasno čuti nad seboj, služiti v želji, da bi jih naredil sebi naklonjene in da bi delovali v prid človeka. Nasprotno. Gre za to, da se človek nauči poslušnosti enemu samemu pravemu Bogu, ki prevzame pobudo besede. Kako da bi se Bog polastil judovskega ljudstva. Oddajajo jih premnoga malikovalska ljudstva, ki se trudijo bogove uplesti v svoje življenje, zato, da bi človek od njih imel čim več koristi. Počasi, po strašni preizkušnji, katere jih doletijo, druga za drugo, po nenehnih opozorilih in neutrudnih ust prerokov, pravi takole Izaija: Jaz sem prvi in jaz sem poslednji, razen mene ni Boga. Kdo je kakor jaz, naj zakliče, naj oznani in mi razloži. Kako globok predmet premišljevanja je ugotovitev te resnice. Na eni strani se Božje razodetje zlije z najglobljim človeškim hrepenenjem, po drugi strani pa se zdi, da se mu človek najpogosteje odpira edino tako, da se mu z vsem bitjem postavlja po robu. Nato je prišel čas sina. Prva stoletja cerkve zaznamujejo strašni boji, ki jih je prinesla in zasejala kriva vera, katere začetnik je aleksandrijski duhovnik po imenu Arij. V Kristusu je videl neko višje bitje, ni pa veroval, da je Jezus Bog, torej enak očetu, druga oseba tistega, kar so polagoma odkrili kot skrivnost Svete Trojice. Arij je bil bister, razumen človek, zelo bleščečega duha, pametno je govoril, čisto človeško,
na človeški religiozni način. Na vrhu je oče kot vladar, kateremu je v političnem življenju vse podložno. Nato pride sin, višje bitje, vendar pod očetom, kakor o sebi pravi Janez 14:28. Potem se zvestijo angeli, seveda po ustreznem hierarhičnem redu, pa ljudje, ki so prav tako razporejeni po stopnjah, lepo urejen svet. Sveti Pavel zatrjuje, da je božja modrost v človeških očeh norost in človek, ki se prepušča svetlobi svojega lastnega razuma, ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. Prvo pismo Korinčanom, 2. poglavje, 14. vrstica. Zanj je to nespamet. Odpremo se lahko le tako, da stopamo proti toku vsega tistega, kar navadno mislijo ljudje. In vsega tistega, kar bi mislili tudi mi sami, ko bi bili prepuščeni svojemu lastnemu razumu. Besedilo veroizpovedi, ki je nastalo v Niceji in Carigradu leta 325-381, potrjuje to neverjetno resnico, kateri se ne pridružujejo niti Judje, niti muslimani. Med drugim tudi ne Jehove priče, zaradi česar se morajo imenovati kristijani. Jezus, ta človek, ki se rodi iz Marije, je Bog. Enak je očetu. Ni je resnice, ki bi bila bolj vznemirljiva, bolj pohujšljiva za človeški razum. Ni je bolj presenetljive, bolj rodovitne, bolj dinamične. Resnice, kakor jo sprejmemo v veri. In Sveti Duh? Neverjetno. Naš obrazec veroizpovedi sploh ne govori naravnost o njegovi božji naravi. Navzoč je kot Bog, ker ga častimo skupaj z očetom in sinom. Častimo ga, torej je Bog. Isto pove sveti Atanazij, ko pravi, da je Sveti Duh Bog zato, ker nas pobožanstvuje. Ni dokazal, kako zelo res je, da Božja resnica ni plod briljantnega sklepanja, kakor znanost, temveč da se skriva v temačnem srečanju med Bogom in človekom, da vznikne iz neizrekljivega izkustva kot privlačnost ljubezni. Sveti Duh deluje v noči vire, da bi nam razodel, kakor je Jezus obljubil, vso resnico in v naša srca izlil Božjo ljubezen. Rimljani 5. poglavje, 5. vrstica. Tako nas namreč po božanstvi. Kakor hitro se skrivnost Boga začenja razjasnjevati, lahko svojo pozornost usmerijo k Devici Mariji. Po pravici povedano, od vsega začetka človek čuti, kako zelo je ta skrivnost povezana z Jezusom. Vnete razprave o Kristusovi človeški in božji naravi v 5. stoletju so privedle do koncila v Efezu leta 431, ko so Marijo razglasili za Bogorodico, Teotokos, Božjo mater, v veliko veselja vsega krščanskega ljudstva. Ljudstvo resnico pogosto občuti v svoji notranjosti. Toda potrebovali so še dolgo vrsto stoletij, da so končno priznali, Marija je bila povsem obvarovana greha, zelo izvirnega greha. Na vzhodu so to njeno prednost začeli slaviti približno v 8. stoletju. Medtem, ko je na zahodu, ki so ga bolj zaznamovale razumske razprave, to trajalo mnogo dlje. Po 10 stoletjih bor in raznovrstnih spopadov si je papež Pij IX, sedaj blaženi, drznil razglasiti dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju. Zgodilo se je 8. decembra 1854. In povejmo še, da je papeža pri tem podprla vesoljna cerkev. Močno pa so dogodki spodbujali prikazovanja leta 1830 v Parizu
v ulici Rudebak. In Jožef. Božja previdnost je zanj v prvih stoletjih krščanstva izbrala najpopolno temo. Še več, zdi se, kot da je pomešala vse sledi. V jeziku modrega časa bi temu rekli dezinformacija. Dezinformirati pomeni razširjati napačne vesti, da bi ljudi še bolj zavedli. Tako je protoevangelij po svetem Jakobu, res častitljivo besedilo, napisano v spodbudo, vendar v slogu, ki je v nasprotju z evangelskim napisom v spodbudo. Tako resnim in tako spoštljivim do virov. Poln podrobnosti o Mariji in Jožefu, ki si jih pisec izmislil. Jožef je predstavljen kot starec, ki je bil poročen, ki je že imel otroke z neko drugo ženo. Na ta način bi vse skupaj postalo dosti bolj preprosto. Marijina deviškost je bila torej v dobrih rokah, saj mislili bi si tako. To bi hkrati razložilo, kdo so Jezusovi bratje, saj ta izraz tako zelo moti vse, ki ne poznajo semitskega načina označevanja rodbinskih vezi tudi danes. Te izkrivljene podobe so se ohranile skozi ves srednji vek in se bolj ali manj uveljavljene na vzhodu, ki je dosti bolj kot zahod občutljiv za stara besedila. Od to torej predstava, ki tega mladega Juda prikazujejo kot zamišljenega starca, upodobljenega ob robu umetniških slik, njegova vloga ga vidno presega. Tu je le zato, da pride toliko bolj do veljave njegova sijajna žena. Hvala Bogu, že v prvih stoletjih se je razširilo mnenje, Jožef in Marija sta bila zares poročena in še manj, kakor drugot, moramo tu ločiti, kar je Bog združil. Pred nami sta mož in žena, zakonca, ki jo Bog prosi, naj predstavljate eno samo stvarnost, ki jo ima sveti pisatelj za odsev in podobo Boga. To je hkrati pogoj vsega človeškega življenja na zemlji in pravi uvod v razumevanje Božjih skrivnosti. Zato tudi Jezus na veliko ogorčenje svojih apostolov v 19. poglavju Matejevega evangelija opozarja, da mora v zakonu med možem in ženo vladati zvestoba in da jo ni mogoče razvezati, to je skrivnost, začetka skrivnost, ki jo je Jezus prišel obnoviti. Če z današnjega stališča pogledamo na nekdanje družbe, tudi na srednjeveško, vidimo, kako zelo težka je bila ta Kristusova zahteva. Tridentinski koncil in svetniške osebnosti, kot je sveti Frančišek Saleški, že začenjajo globoko premišljevati o tem. Toda šele v 20. stoletju zakon kot skrivnost in kot svetost dobi ponovno novo podobo. Zgodovinski razvoj je pravzaprav ovira, zaradi katere se v človeških očeh zakon med Jožefom in Marijo ne zdi posebno pomemben. To bo zagotovo postal, kadar bo pač Bog hotel. Toda popolnoma samoumevno je, da ta zakonska zveza mora obstajati. Sveti Avguštin je bil tako zahteven in natančen glede vsega, kar zadeva greh, odvrača kakršnikoli sum, ko gre za Božjo mater, in mora priznati, da Jožefova deviškost na neki način pomeni pogoj za deviškost njegove žene. In sveti Ambrož in sveti Janez Krizostom nista Jožefa nikdar ločevala od Marije, kada sta premišljevala o zares izjemni svetosti te žene, ki jo je Bog izbral, da bi bila nova Eva. In srednji vek.
V prvi polovici 12. stoletja srečamo velikega svetega Bernarda, ki je Marijo ljubil nad vse. Ko je nekoč svojimi menihi premišljeval o oznanjevanju, ki je bilo njegova najljubša tema, se je ozrl na Jožefa in prek svojega lastnega izkustva zaslutil, zakaj je Jožef hotel odsloviti svojo nosečo ženo. Takoj si je torej tudi Jožef, ki se je čutil nevrednega in grešnega, kakor stotnik pred Jezusom, Matej 9:21, mislil, da ne sme več živeti skupaj s takšno in tako veliko ženo. Čutil se je nevrednega, da bi z njim delila katerikoli trenutek svoje notranjosti, ki ga njeno čudežno dostojanstvo presega in plaši. Svetim strahom je gledal, kako devica Marija nosi zelo jasno znamenje Božje navzočnosti. In sveti Bernard je razumel, da je ta človek Božji skrbnik in da prav zaradi tega močno presega egiptovskega Jožefa, ki je bil le faraonov upravnik in kljub vsej svoji veličini samodalni odsev gospodarja svete družine. Jožef ga je na lastne oči videl, gledal ga je, držal v svojih rokah, ga poljubljal, njega, ki ga toliko kraljev in prerokov želelo videti, pa ga niso videli. Toda manj dobro je sveti Bernard razumel tisto, kar je v bistvu zares pravi pomen zakona med Jožefom in Marijo. Zato pa tudi ni razumel pomena Jožefega očetovstva, pomena Jožefa kot Jezusovega očeta, ki iz tega izhaja. Ni bil torej niti materin mož, niti sinov oče, čeprav so ga v skladu z nedvomnim, kako smo že rekli, in nujno potrebnim odrešenskim načrtom nekaj časa tako nazivali in o njem tako tudi mislili. Zanimivo, Jožef je zmeraj zamolčan. To dokazuje bolje kot karkoli drugega, kako Jožefova skrivnost ostaja skrita, v skladu z nedvomnim in nujno potrebnim načrtom, da ponovimo Bernardove besede. Nekaj let kasneje sveti Frančišek Asiški, čigar ljubezen polna duša je želela slediti prav vsaki Jezusovi stopinji, po notranjem občutku odkril Jožefa, ko je ob koncu svojega življenja v božični noči leta 1223 v Greču hotel resnično podoživeti sijajno oboštvo Jezusovega rojstva. Ubogi, kakor on, so doma v Jožefovem svetu. Njegovega mladega učenca, Portugalca Antona Padovanskega, najbolj priljubljenega svetnika latinskega sveta, umetniško upodabljajo. Z Jezuškom naročju smo že kdaj pomislili, da je bila prav takšna tudi prva, živa upodobitev svetega Jožefa. Noben svetnik ni dosegel časti oltarja, tako hitro kakor Anton. Toliko je bilo čudežev na njegovo priprošnjo, da je bil razglašen za svetnika že leto dni po njegovi smrti. In sveti Bonaventura misli, za katerega sicer Jožef ostaja sveti starec, predvsem pa v dejavni pobožnosti. Prve liturgične dnevnice v čast našemu svetniku so uvedli frančiškani. Papež Sixt IV., ki je bil frančiškan, je svetega Jožefa vključil v brevir in peljal liturgični praznik v njegovo čast. Z odlokom z dne 19. novembra daljnega leta 1480 je določil, da ta praznik velja za vso cerkev. Prvo kapelo v njegovo čast so prav gotovo postavili frančiškani v Toulouseu leta 1222. Tako se je tudi nadaljevalo. Med tistimi, ki so najbolj borili za Jožefovo stvar, če smemo tako reči, so bili frančiškani prvi. Omenimo Bernardina Sienskega v Italiji
in kardinala Cisnerosa v Španiji. V tem času se je rodila sveta Terezija Avelska. Na voljo so nam brezštevilne priče in raznovrstna znamenja, da se kaže novo zanimanje za tega tako globoko skritega, skrivnostnega moža, ki ga je oče izbral za velike reči. Med pričami moramo nedvomno dati prednost posebnežu, ki bi mu težko prisodili pravo mesto. Ime mu je Hubertin iz Casala in je ob koncu 13. stoletja živel v Italiji. Nekaj časa kot benediktinec. Leta 1305 je bil izgnan na goro Laverno, kjer je 80 let predtem sveti Frančišek Asiški prejel Kristosove rane. Tu je premišljeval Jezusovo skrivnost in doživel srečanje s svetim Jožefom. V svojem delu Arbor vitae crucifire razlaga, kaj bi moralo postati osnovni notranji nagib krščanske misli. Marija je popolnoma posvečena po Jezusu in sveti Jožef je popolnoma posvečen zaradi bližine Marije. Nadaljevanje spisa je prav znamenljivo premišljevanje s popolnoma istimi besedami ga je povzel sveti Frančišek Asiški, ki se je kasneje imenoval za sina svetega Jožefa. Kakor da bi od Hubertina prepisal svoje misli o Jezusu v naročju svetega Jožefa, ob katerem je Jezus doživljal očetovo ljubezen. O, kako mile poljube je prejel od njega! O, s kolikšno nežnostjo je čakal, da mu bo otrok prvič rekel oče, s kolikšno sladkostjo je občutil nežne otročičeve roke in objem. Brezmejna ljubezen, ki spremeni vse, ga je gnala k njemu, k premilemu sinu, kateremu mu je sveti duh podaril po devici njegovi ženi. Tako sveti Frančišek Saleški. Da, za Hubertina iz Casala je bil sveti Jožef krona, srečni zaključek stare postave. Že se dani. Tukaj so veliki pretresi. 3 stvari so vplivali na razvoj dogodkov. Delovanje nekega res odličnega, znamenitega moža, ljudska pobožnost in vrsta pomembnih dogodkov, zaradi njih se Jožefovo ime nenadoma dvignilo iz teme, kakor se čez noč razmahne pomlad. In to se je zgodilo v začetku 15. stoletja. Na prav zanimiv in nenavaden način, ki je vzbudil veliko pozornost. Najprej je nastopila doba ljudskih pridigarjev, slog Bernardina Sienskega. V 25 letih je ta frančiškan prehodil vso Italijo in zaslovel kot nadvse nadarjen pridigar. Njegov uspeh je bil čudovit. Zelo je ljubil Gospoda in ime Jezusovo, zato mu je bilo tudi dano razumeti pomen device Marije in svetega Jožefa, v katerem je globoko razmišljal, na isti način kako Hubertin iz Casale. Umrl je leta 1444 in bil razglašen za svetnika že leta 1450, se pravi 6 let po smrti. Tako je zaslovel, še zlasti ni niti najmanj dvomil, da je Jožef odšel v nebesa z dušo in telesom, kajti Jožefova vloga pri učlovečenju je bila tako velikanska, da se je po merilih večnosti njegova slava prav gotovo morala za vekomaj razpostreti tako v nebesih, kakor na zemlji. Neki drug Italijan, dominikanec po imenu Isidor Isolani, umrl leta 1528, zasluži, da ga imenujejo Jožefov prerok. Svoj apostolat je izvrševal v severni Italiji. Papež Hadrian IV.
je posvetil svoje mojstrsko delo Celota darov svetega Jožefa leta 1522, v katerem se je skupaj s svojim sodobnikom, francozom Janezom Gersonom, izkazal za velikega strokovnjaka na področju, ki je pozneje dobilo ime Jožefologija. Veličastni viziji, vredni izraelskih prerokov, pričakuje, da bo nastopil dan, ko bo cerkev končno odkrila zaklade, ki jih je Bog skril v Jožefu, po svetlobi, ki jo bodo prinesli sveti angeli, in veliko veselje, ki ga bo vojskujoči se cerkvi v prihodnosti prineslo jasno spoznanje svetosti blaženega Jožefa. Eden najbolj pretresljivih pričevalcev tega obdobja je Janez Gerson, velika osebnost, univerzitetni kancler, zaradi česar je bil kot predstavnik francoskega kralja poslan celo na koncil v Konstanco. Tam je odigral pomembno vlogo. To je bilo težko obdobje. Krščanski svet je bil razdeljen med 3 papeže. Prvi je bil v Rimu, drugi v Avignonu in tretji še posebej, spletkarski pa v Pisi. Koncil je bil sklican zato, da bi vsi 3 odstopili in da bi se našla popolna rešitev položaja. V takšnih razmerah je nastal Gersonov znameniti govor o rojstvu device Marije. Janez Gerson ga je 8. septembra leta 1416, izbira te teme pa je bila samo pretveza, da je lahko spregovoril o Jožefu, do katerega je gojil posebno ljubezen in ga zelo globoko častil. Razumel je, kako pomemben je bil zakon med Jožefom in Marijo, in je izrazil željo, da bi ga francosko kraljestvo počastilo s posebnim liturgičnim praznikom. Goreče je prosil vojvoda, naj pri ustreznih avtoritetah posreduje v tem smislu. Liturgično besedilo je bilo že pripravljeno. Njegov govor na koncilu je poveličeval Jožefovo svetost, ki je Marijina svetost, istočasno in skupna. Hvaliti odlike prvega pomeni slaviti drugega. Ta človek, ki je v svoje razvedrilo pesnil latinske verze, posvečene svetemu Jožefu, je umrl natanko v času, ko je začela nastopati Ivana Orleanska. Gersona so celo vprašali za svet glede nje. 2 stoletji pozneje je drugi sin svetega Jožefa, sveti Frančišek Saleški, o Gersonu rekel, da je bil silno učen, razsoden, pobožen. Te ljudi je moral povezovati nekakšen družinski duh, drugače se ne bi tako dobro razumeli. Vse je bilo pripravljeno za nastop prve hčerke svetega Jožefa v zgodovini cerkve, to je Terezija Avilska. Sveti Jožef se že usidra. Pred nami je torej izredno izkustvo svete Terezije, ki ga moramo znati pravilno oceniti. Rojena je bila 1515. v svojem ljubljenem, Jezusu pa je odšla 4. oktobra leta 1582, prav na praznik svetega Frančiška Asiškega, ki ga je še posebej ljubila. Čas je, da se srečava, je rekla, preden je izdihnila. Pozneje se bomo vrnili globokemu pomenu odnosa svete Terezije Avilske do svetega Jožefa. Nadaljujmo to pot, po kateri smo se namenili. Nekaj smo že prešli z velikimi koraki, zdaj pa je treba vključiti sveto Terezijo. Tereziji je Jezus spomenil absolutno središče življenja. Prav tako vse, kar sestavlja eno z njim, torej Jožef in Marije, zato je bil njen odnos do njih takšen, kot da bi prevzela vlogo betlehemskih jaslic. Ponudila jim je novo zavetišče. Zdi se, kot da bi se na novo usidrali v njej in v njenih ustanovah.
a na malo drugačen način. Ogenj, na katerega je Jezus tako težko čakal, glede katerega je tako hrepenel, da bi se razplemnel na zemlji. Ogenj Božje ljubezni je v njej žarel na nov način. Nihče ni bolje in odličnejše spregovoril o obdobjih molitve, o njenem višku, ki ga Terezija imenuje duhovna oporoka. Bog ji je naklonil milosti, da se v njej zasijala popolnoma nove luči, ki so razsvetile lik svetega Jožefa. Živela je v posebno živem odnosu z njim, kar nas nenehno preseneča svojo močjo, svojo zanesljivostjo, svojo učinkovitostjo. Kako smo videli, so že omenjeni znameniti ljudje opazili posamezne prvine, pomembne vloge, ki jo je odigral sveti Jožef. Toda vse nekaj drugega je bilo sprejeti Jožefa za očeta in besedi oče prisoditi vse tehtnost pomena. Terezija iz Ahumade je bila judovskega rodu, izredno živahna, temperamentna in zelo inteligentna, dobra in zelo čustvena deklica. Očitno jo je Bog izvolil za velike reči. Postopoma je doživela znani pojav, ki ga psihologi imenujejo transfer, prenos. Na Jožefa je prenesla svojo ljubezen, ki jo je v globini duše občutila do svojega ljubega očeta Don Alfonza, tistega očeta, ki ga je Bog dal. Veliko moči jo je stalo, da ga je zapustila in pri 21 letih vstopila v Karmel. Prav kmalu je zaradi nerodnosti, pretirane strogosti v samostanu in predvsem zaradi nepravega duhovnega vodstva močno zbolela. Domača zdravnica, ki so jo prosili za nasvet, jo je že videla na pragu groba. Pri 23 letih so jo imeli za mrtvo. Na oči so ji položili vosek. Pogrebne svečanosti so bile v teku. Kakor nor je ponavljal njen oče: "Oh, ne, moja hči prav gotovo ni za v krsto." Iz sočutja do ubogega človeka so pogreb odložili. Tretjega dne je dekle naredilo komaj opazen gib. Živi! 3 leta je potrebovala, da si je opomogla od strašne bolezni. Vse do dne, ko je končno mogla hoditi po vseh 4. Agatas. Sveti Jožef je trdila, jo je rešil. Od tedaj dalje je bil sveti Jožef pri njej na prvem mestu. V njegovo varstvo je izročala vse svoje življenje. Jasno sem spoznala, da me je prav ta moj oče in gospodar rešil, ne le iz tedanje stiske, temveč tudi iz drugih, še večjih stisk, ki so zadevale mojo čast in zdravje moje duše, in da mi je izprosil celo več, kot sem se ga upala prositi. Najbolj pretresljivo pri vsem tem pa je, nedvomno, da je svetega Jožefa sprejela za svojega učitelja molitve. Naj tisti, ki nima duhovnega voditelja, pri molitvi vzame za učitelja tistega svetnika, obdanega z večno slavo. Ne bo se mu treba bati, da bi kdaj zašel. Terezija, mojstrica molitve za vso cerkev, cerkvena učiteljica na tem področju, je jasno doumela resnico, ki se cerkev še danes vedno uči. Jožef je bil prehod, pot k očetu, pot, ki jo je postavil Bog, za Marijo in samega Jezusa. Jožef je bil mojster molitve za kraljico angelov in za sina človekovega. Zato je pri 47 letih, po številnih pripetljajih in po resničnem povratku k Bogu, prav svetemu Jožefu zaupala varstvo nad novo hišo molitve, ki je ustanovila na Gospodovo zahtevo. To je bil prvi Karmel, po reformi
in je bil posvečen sveti družini. Imenovali so ga tudi sveti Jožef Avilski. Red Device Marije je istočasno postal red svetega Jožefa. In Marija je bila globoko vesela tega napredka. Od svete Terezije Avilske dalje je pot jasno začrtana, vendar po njeni sledi, ki so jo izbrali in tudi priznali, so vsi po vrsti. Sveti Frančišek Saleški, ustanovitelj družbe Sulpicija in prvih semenišč, sploh celotno 17. stoletje. Vsem je bilo dano navezati izredno globoko notranji stik z očetovim oskrbnikom. Ta notranji stik so opisali najodličnejši ljudje. Moram jih poslušati, ni globlega besedila, kot so Olierovi spisi, nič večjega od obeh Busejevih panegirikov, napisanih leta 1656 in leta 1661. O sveti Jožef, tvojo čast doni naj pesem moja. Veliko si prejel oblast, velika moč je tvoja. Devištva blesk te je krasil, brez madežne si ženin bil. Si varoval Božje dete, si varoval Božje dete. Sveti Jožef, učitelj notranjega življenja, uči me prav presojati, kdaj je čas molčanja in kdaj je čas govorjenja. Uči me molčanja in ponižnosti, molčanja iz modrosti in ljubezni, molčanja iz zvestobe. Uči me zgovornega molka, ki naj govori le o Božji navzočnosti. Sveti Jožef, ti, molčeči svetnik, uči me molčanja lastnega srca, da v njem zaznam le svetlobo svetega duha. Postavi, Gospod, stražo pred moje usta, da se ne pregrešim z jezikom in da z besedo oznanjam le tvoje usmiljenje in tvoja čudovita Božja dela. Amen. O sveti Jezus, urednik, zdaj bivaš v rajski slavi. In najzvestejši priprošnik si v sleherni težavi. Kdor vate upa srčno vdan, nikdar ne prosite zaman. Usliši prošnjo vsako, usliši prošnjo vsako. O slavni sveti Jožef, zavetnik umirajočih in moj pomočnik. Bil si zvest in ljubezniv mož Marije Device in Jezusu skrbni oče.
Vdano si prenašal vsako žalost, ponižno spremljaj tudi vsako veselje. Sin Božji ti je bil na zemlji vedno pokoren, tudi v nebesih ti ne odreče nobene prošnje. Izprosi mi odpuščanje vseh mojih grehov in večjo gorečnost za Boga. Naj posnemam tvojo pravičnost in svetost, da bom tudi jaz vreden imeti pri sebi ob smrtni uri Jezusa in Marijo. Stoj mi ob strani, o sveti Jožef, vse dni mojega življenja. Skrbi zame, kot si skrbel za Božjega Sina. Kakor varuješ sveto cerkev, varuj tudi mene vseh sovražnikov in ne dopusti, da bi umrl v nesreči smrtnega greha. Amen. O sveti Jožef, spomni se poslednje ure svoje. Sin Božji je tolažil te, bil priča smrti tvoje. Ko nas objame smrtna noč, takrat nam pridi na pomoč. Pripelji nas v nebesa,